Svečka, izpolni mi željo. Svečka, izpolni mi željo. Halo, svečka. Ja, si že veš, da si želje izpolnjujemo sami in da na njih delamo in da na njih meditiramo. Pa vendarle nam kozmos in narava skupaj dostkrat pomagata. In danes bi ti rada povedala, kako. Ja, danes bi ti rada povedala, da prihaja 18.3. kombinacija polne lune in potem še čist malce kasneje, ampak energije bojo že aktivirane, še enakonočje. Po celem svetu se delajo meditacije, obredi, odpirajo portali, tematika, želje, manifestacija zaradi tega, ker v pomladi so vse prerodi in vse na novo rodi. In danes bi ti danes rada povedala, da organiziram čudovito meditacijo na spletu, kar pri tebi doma. Posnetek ti je na voljo, če slučajno ne moreš biti z nami v živo, pa si želim, da si. Torej, kaj sem ti pripravila za to čudovito popotovanje, za te portale, ki se odpirajo? Blagoslavljanje želja, izvorna steklenička stvarnika. Ko smo otroci, so te želje, ki jih mi imamo, neverjetno močne. Otrok nikoli ne reče, ja, ne vem, veš, kaj bom velik. Ja, težek je ta svet danes, kaj pa vem, kako bomo videli. Otrok ima sanje, s časom pa nam te sanje dobesedno zatrejo, ubijajo, kakorkoli že. Čas je, da se to vrne, da se vrnemo k tistim izvornim željam, tudi če so malo spremenile, ampak energiji teh želja. In jaz bi ti rada pomagala, ne naredim tega velikrat, ker to je kar zahteven proces tudi zame, ampak tokrat si pa tega želim. Zate bom naredila kaj? Blagoslavljala bom te želje skupaj z Bogom, s stvarnikom zate. Torej, 18.3. blagoslavljena želja na spletu. Jaz blagoslavljam tvoje želje, če mi boš to seveda dovolila, če ne lahko samo z Bogom delata sama, ampak res bom odpirala portale, obilja za vse vas in meditacija bo taka. Povrniti energijo, ugasnjene manifestacije in jaz te meditacije res želim. Če pa čutiš, da rabiš nekaj malo bolj nežnega, najprej sebe malo pozdraviti, potem te vabim na eno čudovito meditacijo, ki bo 24.3. ob prazniku nad Angel Gabriel. Vem, da so združili, 24.3. je bil starodavni praznik nad Angel Gabriel. Sčasoma so to združili z 29.9., to pomeni praznikom Mihaela pa Rafaela, ampak jaz mislim, da so vsi ti angeli tako posebni pa unikatni, da si v bistvu zaslužijo, da to starejšo tradicijo še naprej peljamo. In jaz sem se tako odločila, zato ker številni po svetu tudi temu sledijo. Torej, 24.3. na praznik nad Angel Gabriel pa sledi nekaj nežnega. Ljubezen do sebe, obnoviti svojega notranjega otroka, ga potolažiti, zaradi tega, ker številni ljudje do svojih želja ne morejo zaradi tega, ker nosijo vse še stare rane, pa stare bolečine, nečesa, kar se jim je zgodilo v otroštvu, torej zgodnji dobi. Če čutiš, da te notranja punčka, notranji fantek kliče, koliko tvoj notranji otrok, ki v nas nikoli ne umre, to razumeš, del naše psihe, del naše energije, potem te vabim na to meditacijo, ki bo torej 6 dni kasneje. Tukaj sem pripravila lepa darila, vpogled v 9 angelskih kart, ki ti bojo povedale, kako komunicirati z angeli in kako jih kanalizirati, torej kako razviti angelske komunikacije in darilni bon v vrednosti 25 evrov. Obe meditaciji, prelepi in tako naprej. Potem aprila bo pa prišlo, ampak to bom verjetno še kakšno sredino posebej za to posnela, ker 5.4., pazi to, na naš 12. rojstni dan, prav direkt, slučajno tako prije, čeprav nič ni slučajno, vse na ključa, 5.4. pa prehaja, veš kaj, poravnava Marsa pa Saturna, da vidimo, kako pa to prinesli. Taka dva močna, odločna planeta se bosta tako poravnala, da jih bomo na nebu videli, dobesedno videli, če imaš pa še kakšen dober daljnogled, ali pa teleskop, se pa vidijo vse podrobnosti. Tako močno bosta zasijala, da bosta videti na prostemu očesu, kar pomeni, da lahko pričakujemo energijsko bombico. Nad Angel Mihael in nad Angel Natanijel sem jih zbrala za močne in prebojne energije, ki ti bojo postavile s tebe. Ampak o tem mogoče še malce kasneje, ampak samo tako, da veš, kaj sledi. Tako, to je bilo javljanje iz naše zakladnice meditacij, ki so ti na voljo, in do naslednjič, ko te vidim, se te seveda veselim. Lepo se imej in čau!